Kulturna panorama. Lepo vas pozdravljam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in vas vabim k poslušanju Kulturne panorame, oddaje, v kateri smo zbrali prispevke o najvidnejših kulturnih in umetniških dogodkih v teh dnevih. Kulturna panorama nastaja v uredništvu za kulturo tretjega programa Ars Radia Slovenija. Tokrat sem pred mikrofonom Tadeja Krečič, za mešalno mizo pa Mirta Berlan. Ta teden je zaznamoval ta veseli dan kulture, ko je minilo 225 let od rojstva pesnika Franceta Prešerna in smo izvedeli, kdo so letošnji Prešernovi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada. Včeraj se je slavnostno zaključilo leto Gorice, Nove Gorice 2025, Evropske prestolnice kulture. Kako živijo in delajo slovenski kulturni ustvarjalci, je pokazala raziskava Poligon. Na Vodnikovi domačiji v Šiški pa je mogoče obiskati sejem ilustracije. Grad Črnomelj je prenovljen in so ga ta teden odprli za javnost. Mestno gledališče Ptuj praznuje 30-letja delovanja. Če bi si ogledali več kot 60 del, od Picassovih pa v času nazaj vse do Van Gogha, jih boste našli v muzeju Svete Katarine v Trevizu. O vsem tem v današnji kulturni panorami, zato vabljeni k poslušanju. Prešernovo nagrado za življenjski opus bo letos prejela plesalka in koreografinja Mateja Bučar. Njeno koreografsko delo je unikum v slovenskem prostoru, beremo v utemeljitvi nagrade, saj je uvedla večmedijskost, ki tako koreografijo umešča v območje zunaj izključno gibalne umetnosti. Njena dela so koreografske situacije, ki vselej osvetljujejo meje koreografskega medija in ga razstavljajo navznoter. Ob razglasitvi imen letošnjih nagrajencev sem Matejo Bučar poklicala po telefonu in jo vprašala, če Prešernove nagrade ne razume med drugim tudi kot opozarjanje na sodobne umetniške prakse, konkretno na sodobni ples. Ja, sigurno. Jaz seveda sem tle neizmerno hvaležna Društvu za sodobni ples, ki je pravzaprav predlagalo moje delo, pa delo, ki je nastalo skozi, rečemo, mojo iniciativo, ampak za kar široko ekipo ljudi, ki delajo v sodobni umetnosti, ne samo čisto v plesu, ampak tudi seveda glasbi, pa vizualni umetnosti, pa še kaj bi lahko naštela. Ja, res je, da je to skoraj se mi zdi ena prvih takih nagrad za sodobni ples. Vem, da je pred mnogo leti ravno na tem bila Ksenija Hribar, no pa je žal tik pred tem umrla. Ampak zdaj manjše nagrade se že kar redno podeljujejo tudi temu področju, ampak tale pa mislim, da se še ni za sodobni ples, prav za, rečemo, ustvarjanje pa za koreografijo za to področje. No, tako da res je, da tudi je že kar nekaj časa minilo, je že recimo 30 in več let, odkar se je sodobni ples pri nas začel kar precej profesionalno razvijati, prav zaradi Ksenije Hribar, ne. In imamo za biti hvaležni za to kar precej. In potem ko so nadaljevali njeno delo, ne, tudi recimo Roku Vevarju, ki je ogromno naredil bi rekla, na tej teoretsko-publicistični, zagovorniški ravni za sodobni ples, zelo strokovno in prodorno, ne. In to se je v vseh teh 30 letih tudi razvilo do pravzaprav kar enega lepega zavidljivega nivoja. Prešernovo nagrado bo prejel tudi Saša Mehtik, arhitekt in industrijski oblikovalec, ki je javnosti najbolj znan po uličnem pohištvu iz poliestra. Slovitem kiosku K67, vključenem tudi v Muzej moderne umetnosti MoMA v New Yorku. Avtobusnih nadstrešjih, telefonskih dušilnikih in govorilnicah in drugih predmetih, ki so v zadnji tretjini 20. stoletja zaznamovali podobo mest po vsej državi.
Utemeljitev nagrade med drugim izpostavlja, da so njegovi izdelki rezultat premišljenega z raziskovanjem podprtega procesnega dela, ki presega intuitivno oblikovanje ter uveljavlja oblikovanje kot družbeno odgovorno prakso. O svojem ustvarjanju in delovanju je Saša Mehtik pred 10 leti razmišljal v pogovoru z Barbaro Belehar-Drnovšek. Če vzamete posamezne, lahko rečem, produkte na področju industrijskega oblikovanja ali pa arhitekture, gre vedno za neko vizijo. Arhitekt ali pa oblikovalec si zamišlja neko vizijo, ki nastane ali iz njegove kreativnosti ali pa iz njegovih podlag, ki jih je pridobil v procesu učenja, dodajanja znanja, gledanja svojega okolja, svojih sodelavcev, družbe, ki je večplastna, komplicirana, in to je bil lahko rečem, en pristop, ki je ostal in ki je dal rezultate. Očitno moraš delati sistemsko, moraš delati v mrežah, to se pravi v strukturah. Tudi narava sestavlja stvari v malem in velikem merilu in deluje po nekih zakonitostih. In te zakonitosti so sistemi. In ti kot ustvarjalna oseba dodajaš in deluješ po nekem sistemu. Veš, kaj hočeš. Potem pa preverjaš, ali uspeva ali ne uspeva, kje se zatika, kje je treba pospešiti, kje je treba malo počakati, premisliti, kdo je vse vključen v te procese, od koga si vse odvisen, in poskušaš voditi. In vedno je bilo tako, da diskusija je bila vedno prisotna, izmenjava mnenj in mora biti prisotna, kadar pa imaš nalogo, začneš z diskusijo, ki je demokratična. Poslušaš in poskušaš prebaviti, vse te ideje, jih združiti. Ko pa se odločiš, ali sam, ali v timu, potem pa ni več demokracije, potem je pa samo še izvedba. Po najhitrejši, najboljši, najbolj optimalni poti. To se vidi na nek način na vseh področjih mojega dela. Deloval sem na 3 področjih. V praksi, in ta praksa me je zanesla nekoliko bolj v industrijsko oblikovanje, potem v izobraževanje, ki sem ga sam s sodelavci z neko vizijo utemeljil potrebo po univerzitetnem študiju oblikovanja, in potem v strategijah.
Leto Evropske prestolnice kulture, ki sta ga živeli Nova Gorica in Gorica, se je izteklo. Vprašanje, kaj bo po letu dni ostalo, je skupno vsem mestom, ki so kdajkoli nosila ta naziv. Zagotovo se dediščina obeh Goric šteje tudi v njuni večji prepoznavnosti in tukajšnji prostor misli, da je postal bolj privlačen tudi za ustvarjalce. Tuje pa tudi vse, ki si znova želijo ustvarjati doma. Prispevek Eve Furlan. Več kot 19.000 sodelujočih prek 1600 čezmejnih dogodkov in več kot milijon obiskovalcev. Tudi to so rezultati Evropske prestolnice kulture obeh Goric. Če se to leto ne bi zgodilo, bi Nova Gorica ne imela niti stalnega plesnega ansambla, je prepričana Nastja Bremec-Rinja, plesalka in umetniška vodja skupine M&Dance Company. Močno verjamem v prihodnost ansambla, kajti se mi zdi tudi Nova Gorica je na plesni zemljevid postavljena ravno zaradi tega in tukaj smo na meji, kjer ni jezikovnih ovir in zato se nam zdi res to pomembno, da se to vzdržuje naprej, na nacionalni ravni tudi. Kot je spomnil državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Marko Rusjan, bo država ustanovila tudi javni zavod za sodobni ples. Hkrati pa bo za plesni program dodatna sredstva zagotovila tudi Slovenskemu narodnemu gledališču Nova Gorica. Tukaj se tudi gibljemo v višini 200.000 evrov v naslednjem letu, tako da bo za to področje bi moralo biti denarja za štartati in za razvoj več kot dovolj. Umetniška vodja gledališča Neda Rusjan-Bric je poudarila, da je izredno pomembno, da vse ustanove tega prostora ohranijo tudi napore, ki so bili vloženi v pridobivanje občinstva. Jaz lahko rečem iz stališča Slovenskega narodnega gledališča, da recimo redno prihajajo tako italijanski gostje, zamejski, se pravi Slovenci v Italiji so postali naš absolutno stalnica, tudi v produkcijskem smislu, mi sodelujemo, imajo predstave pri nas, tudi publika prihaja in na tem mislimo absolutno tudi vztrajati in sodelovati tudi za tistimi, ki smo sodelovali tudi skozi Evropsko prestolnico kulture. Tako da že imamo dogovorjene tudi koprodukcije in tako naprej. Da sta Gorici pravzaprav postali mesti, kjer se ljudje po novem želijo ustaviti in jo ne več samo prečkajo, pa je izpostavil umetniški vodja Piccolo Opera festivala Gabriele Ribis. Questa è anche la mia storia personale, perché io... Kot operni pevec s 30-letno kariero dobro vem, da s tem poklicem tu ni lahko preživeti. Sam sem zato delal v Rimu pa Bologni, a prav zahvaljujoč festivalu sem se lahko pred skoraj 10 leti vrnil v ta prostor. In morda bo zdaj nekdo, ki je v času Evropske prestolnice kulture imel priložnost bolje spoznati ta čudoviti prostor, tu ustvarjal nove projekte. Tudi v javnem zavodu Go 2025 si seveda želijo, da bi dediščina Evropske prestolnice kulture živela naprej, kar pa je v veliki meri odvisno od sredstev, ki bodo za to namenjena. Sam strateški dokument, ki ga bo potrjeval mestni svet, sloni na 3 stebrih, je povedala direktorica Mija Lorbek. Prva 2 sta podporna stebra, torej na novo tudi razvit Epic center z vsemi 5 deli, pa X center, ki se je razvil v vseh teh letih tudi zaradi Evropske prestolnice kulture. Potem so tukaj podporni projekti, platforma, ki je sedaj dodobra zaživela, na dan je vpisanih tudi po 50 ali več dogodkov, ki se dogajajo v našem čezmejnem območju. Upamo, da se bo nadaljeval tudi sklad malih projektov, ki je zelo pomembno podprl iniciative od spodaj navzgor. Potem pa 3. steber je pa ta programski, kjer bi si želeli nadaljevati tiste uspešne, velike dogodke obeh mest, ko pravzaprav zavlada tista prava brezmejna energija. Želja je, da obe Gorici ostaneta na kulturnem zemljevidu močno prisotni. Prav tako za prihodnjih 5 let načrtujejo še nadaljne sodelovanje med vsemi letošnjimi evropskimi prestolnicami kulture, torej Novo Gorico, Gorico in Kemnico. Sicer pa naj omenim, da se bomo temi Evropske prestolnice kulture posvetili v ponedeljkovi oddaji Ars Humana po 14. uri na programu Ars.
Kreativni center Poligon je predstavil 5. raziskavo o razmerah v kulturno-ustvarjalnem sektorju. Prve 4 študije so se osredotočale na čas epidemije, slednja, ki se je oddaljila od epidemskih problemov, pa ne kaže občutnega izboljšanja. Od 11. novembra 2024 do 19. januarja 2025 so merili delovne in življenjske pogoje delavk in delavcev v slovenskem kulturno-ustvarjalnem sektorju. V raziskavi je sodelovalo 1110 delavk in delavcev najrazličnejših statusov. Študenti, pogodbeni delavci, samozaposleni v kulturi, samostojni podjetniki, zaposleni v podjetjih in v zasebnih zavodih, društvih in zadrugah, delavke in delavci iz javnih zavodov ter neprijavljeni delavci, dejavni na vsaj enem od 22 podpodročjih sektorja. Miha Žorž. Podatki so zgovorni. Neto dohodek do 1000 evrov imajo danes 3 od 10, medtem ko ga je v obdobju 2020 do 2022 imela polovica vseh delavk in delavcev. 40% gospodinjstev preživijo z do 2000 evrov neto mesečno, kar pomeni, da ta gospodinjstva živijo na ali pod pragom revščine. Eva Matjaž, vodja raziskave, pravi, da se ob primerjanju zgolj finančnih kazalcev riše rahlo izboljšanje situacije, kar pa je lahko zavajajoče. Ampak problem je, recimo draginja je en tak zelo pomemben moment, ker stroški produkcije so vse višji, bivalni stroški in tako naprej in ljudem še vedno požira denar, kar pomeni to, da že v osnovi prihodki niso visoki, večina ljudi ima podpovprečno plačo. Ko daš v enačbo vse to, kar se je zdaj v post-covidnem času dogajalo, da so šle cene vseh teh, bomo rekli, delavske inflacije tako v nebo, potem ni presenetljivo, je pa žalostno. Čeprav je v letu 2024 vsak četrti ocenil svoje poslovanje kot dobro ali zelo dobro, kar tretjina delavcev v zimi 2024-25 sploh ni imela dela ali ga ni imela dovolj. Vsak drugi si svojim poklicnim poslanstvom ne more zagotoviti preživetja. Če bi se jim pokvaril glavni delovni pripomoček, vsak četrti nima denarja, da bi si ga nadomestil. Aktualne meritve vnovič potrjujejo, da je ekonomska preskrbljenost izvorne družine nujen predpogoj za ustvarjanje. Le 15% ustvarjalk in ustvarjalcev izhaja iz revnejših družin. In to pomeni to, da eno je to, iz kako ekonomsko preskrbljene družine prihajaš, je zelo povezano s tem, kakšne so tvoje bivalne razmere. In kar se nam kaže je, da v bistvu samo 17% vseh delavcev je v tržnem najemu. Vsi ostali imajo bodisi netržne najemnine, so v nekem lastniškem stanovanju s poudarkom, da je zelo velikokrat dedovano, da to ni kupljeno, ali pa v bistvu, da bivajo v neki nepremičnini brez stroškov, bodisi od kakšnega sorodnika, partnerja in tako naprej. Torej, to, da ti lahko dejansko z relativno nizkimi prihodki deluješ sploh v sektorju, je pogojeno s tem, da lahko brezplačno ali pa zelo nizkimi stroški živiš. Kar pa pomeni, če upeljemo ta razredni vidik noter, da če nimaš ti zaledja v svoji družini, boš imel zelo majhno možnost, da bo sploh lahko na to pole prišel, oziroma lahko boš prišel zaradi talenta, ampak a se boš obdržal ob teh nizkih honorarjih, praviloma ne. Ni čudno, da torej največ delavcev, odkar merijo, razmišlja o odhodu iz sektorja. Iz sektorja pa odhajajo najprej tisti z najslabšim zaledjem. Odhajajo ne najmanj talentirani, ampak najprej tisti, ki nimajo družine, ki bi jim zagotovila lastno nepremičnino ali dom, v katerem bi lahko bivali z nižjimi stroški. Mene skrbi bistvena stvar, da s tem se nam dogaja to, da se nam v bistvu teme, ki se naslavljajo v sektorju in da bo ta ustvarjalni opus, rečemo te nacionalne produkcije slovenske, zmeraj bolj podoben, zmeraj manj raznolik. Namesto da bi odpirali vse možne vprašanja v vseh prerezih družbe, bomo dobili vedno bolj iste zgodbe. Raziskava je med drugim še pokazala, da sta neplačevanje in zamujanje izplačil za opravljeno delo ustaljeni poslovni praksi. Tretjina delavk in delavcev v zadnjem letu vsaj enkrat ni dobila plačila za opravljeno delo. Kar 70% je plačila vsaj enkrat zamujalo. Glavni neplačniki so podjetja, sledijo javni zavodi, državne agencije, skladi, občine in država.
In še, pripetost ustvarjalnega sektorja na javna sredstva je eden največjih globoko ukoreninjenih mitov, ki ga realni podatki longitudinalno ne potrjujejo. Več kot polovica poslovnih subjektov v letu 2024 ni bilo prejemnikov razpisnih sredstev. Za skoraj polovico prejemnikov so ta sredstva predstavljala manjši delež vseh prihodkov. Ilustracija je prima darilo, pravijo v Vodnikovi domačiji v Ljubljani, kjer se je odprl že 11. decembrski sejem ilustracije. Obiskovalci lahko letos izbirajo med deli 32 naših ustvarjalcev različnih generacij in profilov. Sejem pa živi tudi na spletu. Odprtje sejma so letos pospremili z odprtjem nove knjigarne Pri kamniti mizi, ki obljublja sveže literarne izbore in živahen program. Sejem pripravlja Center ilustracije, ki deluje v okviru Vodnikove domačije. Z vodjo centra in ilustratorko Mašo Pažmitek se je pogovarjala Iza Pevec. Čeprav je pri nas tradicija kvalitetne ilustracije že zelo dolga, se zdi, da se v zadnjih letih te njene kakovosti širše zavedamo. Decembrski sejem ilustracije pripravljate že 11. Od leta 2022 deluje tudi Center ilustracije. No, lani je bila pa naša ilustracija tudi v ospredju na Bolonjskem knjižnem sejmu, še leto prej se je predstavila v Frankfurtu. Ste opazili kakšne spremembe v dometu naše ilustracije v tujini in tudi na njeno sprejemanje pri domači publiki? Sama gostovanja v Frankfurtu in Bolonji se mogoče zdaj šele retrogradno kažejo kakšni vplivi ali pa posledice naših gostovanj. Kot Center ilustracije smo vzpostavili tudi nekaj mednarodnih sodelovanj. Tudi avtorje nekatere založbe v tujini bolje prepoznavajo ali pa so stopili z njimi v stik. Nekaj avtorjev dobiva ponudbe iz tujine. Se mi zdi pa, da so gostovanja, da se bomo te vplive čutili še v naslednjih letih. No, ampak sam sejem pa je zelo lepo obiskan. Prej ste mi omenili, da ste beležili tudi na spletu večjo prodajo kot pretekla leta. Ja, letos je posebnost sejma ta, da z obnovo Vodnikove domačije smo malo reorganizirali prostore in je v bivši galeriji Vodnikove domačije zdaj zaživela knjigarna. Center ilustracije pa deluje zdaj v poslopju v glavni stavbi, v pritličju, z manjšo razstavno sobo in seveda razstave planiramo tudi v drugih galerijah. In kar je posebnost letošnja je, da sejem živi v 3 nadstropjih. Sama, ko delam na sejmu, mogoče nimam niti takega občutka, takega pretoka ljudi, zato ker se pač seveda prej razporedijo po hiši, ne? Ampak ja, same številke kažejo, da je obisk večji in da je tudi prodaja v prvih dneh bila večja. Zelo me veseli, da je vsako leto vedno več povpraševanj po originalih, tudi takrat, ko odpremo spletno stran sejma, grejo prvo originali. Kateri oziroma kakšni pa so tisti avtorji, ki so najbolj priljubljeni? Pred
kakšnimi parimi leti bi to drugače odgovorila. Kar se je letos zgodilo, je to, da ker pač seveda SEM deluje tako, da se prijavljajo sodelujoči ilustratorji in ilustratorke prek javnega poziva. In kar se je letos zgodilo, je, da je prišlo tudi do take mal generacijske menjave, da je veliko več novih avtorjev in ljudje posegajo tudi po njih, čeprav jih ne poznajo, niso tako poznani ali pa so še mlajši ali pa ne delujejo samo na področju knjižne ilustracije, pa so mogoče zato imajo manj stika z občinstvom. Seveda večkrat obiskovalci tudi kupijo dela in knjigo, v kateri je bilo delo objavljeno. Bi pa zelo težko govorila zdaj o določenih avtorjih. No. Se mi zdi, da se kar zelo lepo razporeja tako zanimanje za njih. Saj v tem oziru me je tudi zanimalo, kot ste omenili, da so tudi manj znani avtorji lepo sprejeti, torej si ljudje vzamejo čas, pregledajo dela, ne pridejo nujno z neko izdelano idejo, to želim kupiti, ne? Ja, mislim, to je tudi čar, se mi zdi, sejma. Tudi ko govorim mogoče s kakšnimi založbami, večkrat pridajo prvič v stik s kakšnimi ilustratorji prav na decembrskem sejmu. Tako da se mi zdi, da je ne samo za javnost, ampak tudi za strokovno javnost pač sejem igra pomembno vlogo v tem smislu, da se lahko tako avtorji med sabo spoznavajo, pridajo v stik s publiko, pridajo v stik z založbami. Morda ne vedo vsi, da o izboru avtorjev, ki se udeležijo sejma, odloča 3-članska strokovna žirija. Je ta navada podobna drugod na podobnih sejmih in kako to vpliva na kvaliteto sejma? V tujini tudi ni nujno, ali pa drugi sejmi, ki potekajo pri nas, bazirajo bolj na plačani prijavnini, mi tega nimamo. Strokovna žirija pregleda samo strokovnost del, neko enotnost predstavitve avtorja. Če so dela seveda ustrezno signirana, vedno imajo tudi avtorji prednost, ko ponujajo kakšen original. Dogodek je praznično obarvan tudi v smislu, da poudarjate, da je ilustracija lahko lepo darilo. Ali kupci dejansko podarjajo ilustracije in ali se glede tega tudi kdaj obrnejo na vas za kakšen nasvet, saj ni vedno tako lahko izbirati za nekoga drugega? Ja, mislim, večkrat pridejo obiskovalci, ki kupujejo ali zase ali za koga drugega. Letos smo tudi imeli kakšno rezervacijo za določeno številko izvoda neke grafike, ker je to rojstni dan od nekoga, ki bo to dobil za rojstni dan. Kupujejo tudi šole ali pa vrtci, ki zbirajo dela. Kupuje se kar veliko za darila, tako grafike, kot tudi mogoče kakšne produkte, na katerih so ilustracije. Sicer nimamo toliko zelo produktov, še vedno želimo ohranjati bolj galerijski sejem, ne? Mislim, da je bolj temelji na samih delih. Večkrat pa se tudi seveda obračajo na nas pri izbiri, ko so v dvomih, pa jim pa radi svetujemo, ne? Za kakšno namembnost. Mogoče za konec samo še povabiva poslušalce k obisku sejma, ta bo odprt do 24. decembra. Pripravljate pa tudi seveda bogat spremljevalni program. Ja, vsak december je naš otroški program Nedeljce, posvečen, se pravi, usklajen s sejmom, posvečen ilustraciji. 13. 12. ob 10. uri gostujejo tu 3 ilustratorji oziroma 2 ilustratorja. Ob 11. uri pa se naslednjo soboto začenja tudi avtorska sobota, ki je vsakoletni dogodek, kjer so na sejmu prisotni avtorji in pač obiskovalci lahko z njimi spregovorijo, jih spoznajo, poklepetajo.
Grad Črnomelj, ki je eden najpomembnejših kulturnih spomenikov v Beli krajini, je po prenovi pritličja in kletnih prostorov dobil nove vsebine. Projekt Branilci krone in meja ohranja bogato zgodovinsko dediščino mesta in plemiške družine Črnomaljski. Ti so predstavljeni na interaktiven način in s pomočjo umetne inteligence. Grad z novimi vsebinami postaja prostor zabavnega učenja in ustvarjalnega raziskovanja ter nepozabnih doživetij. Prispevek je pripravil Jože Žura. Grad Črnomelj je najstarejši grad v Beli krajini. Najverjetneje je bil postavljen na ostankih poznoantičnih utrdb. V 13. stoletju se začne razvijati v grajsko celoto, kot je vidna še danes, pove zgodovinar Janez Weiss. Se pravi, njegov najstarejši začetek je povsem standarden, se pravi, gre za Bergfried ali donžon, torej osrednji stolp, okrog kateremu je bil v začetku 14. stoletja priključen palaci, bivalna stavba, nato je bilo obzidano predgradje in s tem se je razvil v bistvu stavbni kompleks, kot ga poznamo še danes. Ta stavba je bila torej od začetkov pa do sredine 15. stoletja v rokah gospodov črnomaljskih, imenitne plemiške in tudi najstarejše belokranjske plemiške družine, ki ga je držala torej do selitve v Gornjo Avstrijo, na kar so ga dobili Frankopani, potem pa je precej hitro menjal roke in posledično, recimo, da ni užival ravno najvišjega ne stavbnega, ne bivalnega značaja in karakteristik. Obsežna prenova pritličja in kletnih prostorov gradu Črnomelj je potekala zadnji 2 leti. Naložba je skupaj z nakupom sodobne opreme stala skoraj 2 milijona evrov. Večino denarja so preko Ministrstva za kulturo zagotovili iz evropskih skladov. V 3 prostorih je postavljena interaktivna razstava o vplivni plemiški družini Črnomaljski, pojasnjuje Janez Weiss. Uporabljene so digitalne in umetno inteligenčne tehnologije. To pomeni, da v prvi sobi obiskovalec lahko govori z 4 člani družine, ki predstavijo svojo zgodbo, torej zgodbo družine v 15. stoletju. To so seveda stric Martin, potem Katarina Črnomaljska, Jurij in Gašper Črnomaljski. Iz te njihove debate medsebojne lahko obiskovalec torej marsikaj izve, lahko jih tudi vpraša o življenju, o bivanju, o kulturi časa, o navadah in praksah. Potem v naslednji sobi je predstavljeno orožje, ker kot rečeno govorimo o branilcih krone in meja. Oba, tako Jurij kot Gašper Črnomaljska, sta se vojaško izkazala, zato je tukaj prvič prikazano orožje, ki se v tem času uporablja. Poleg so pa tudi verzije Mihaela Behajma, ki te kose dobesedno omenjajo, ne, se pravi velike ščite ali tarčen, harkebuzen, torej prve strelno orožje in tako naprej. Na to zaključi pa se celotna reč z v bistvu spopadom, z interaktivno vsebino, v kateri obiskovalci v bistvu sodelujejo kot v nekakšnem spopadu med beneško vojsko in habsburško vojsko pred Trstom in seveda navijajo za zmagovalca. Obnova je končno ponudila tudi možnost za arheološke izkopavanje na območju gradu, dodaja Janez Weiss. In rezultati so na eni strani presenetljivi in zelo zanimivi, po drugi strani bi pa vedno pričakovali še kaj več. No in ključna najdba je vsekakor odkritje velikega okroglega stolpa v jugovzhodnem kotu oziroma vogalu gradu, ki je bil obrnen navznoter mesta, ne navzven, se pravi ne proti zunanjosti mesta in zunanje strani mestnega obzidja, temveč navznoter. In o tem okroglem stolpu nismo predtem vedeli. Povsem nič, nobena kasteologija ga ni mogla ugotoviti, tudi zgodovinarji nismo imeli nobenega podatka v pisnih virih, ki bi neko to vrstno stavbo opravičevali. No, se pravi, ta izkopavanja so ponudila še en nov pogled in zdaj vemo, da je nekje ali konec 14. ali skozi 15. stoletje bil ta okrogli stolp postavljen. Razumemo ga lahko pa predvsem kot del splošnih utrjevalnih del v Beli krajini in na Dolenjskem v tem času, kajti to je čas, ko se zaradi obnovljenih, torej zaradi osmanske grožnje, pojavi nujnost ponovnega utrjevanja. V Črnomlju imamo akt o utrjevanju izpričan leta 1407, in torej skozi celotno 15. stoletje poteka utrjevanje prej že skoraj da opuščenih v nekaterih primerih gradov ali mestnih obramb. No in verjetno je ta stolp nastal v tem sklopu.
Z novimi vsebinami grad Črnomelj postaja prostor zabavnega učenja, ustvarjalnega raziskovanja in nepozabnih doživetij, pove direktorica Ritz Bela krajina Barbara Papeš-Lavrič. Tako bomo prostore namenili raznim doživetjem, baziranih predvsem tudi iz srednjeveškega časa, s posebnim poudarkom na družino gospodov Črnomaljskih in tudi drugim raznovrstnim kulturnim in pa izobraževalnim dogodkom. Predvsem pa bo grad kot tak ponovno zaživel kot mestna točka druženja, saj predstavlja kot tak za Črnomelj neko dominantno stavbo na samem vhodu v mestno jedro in s tem tudi predstavlja enega ključnih arhitekturnih spomenikov v samem Črnomlju. S prenovo gradu je bil storjen tudi pomemben korak pri oživljanju mestnega jedra Črnomlja. V mestnem gledališču Ptuj so v četrtek slavnostno zaznamovali jubilejno obletnico ponovne profesionalizacije te hiše. 4. decembra 1995 je namreč mestni svet občine Ptuj sprejel odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Ptuj. S tem se je v mesto po letu 1958 ponovno vrnilo poklicno ustvarjanje. 5-letna pot od zamisli do uresničitve je bila tudi burna, v postopku pa je sodelovalo veliko ustvarjalcev in odločevalcev, prepričanih, da si mesto in regija zaslužita poklicni oder. Navsezadnje so mentorji z Branko Bezeljak na čelu vzgojili vrsto mladih, ki so se usmerili v poklicne gledališke vode in mnogi so jih želeli videti na domačem odru. Prispevek Irene Kodrič-Cizerl. Gledališka zgradba stoji na Ptuju že od leta 1786, leta 2007 je bila ne brez pomanjkljivosti prenovljena. Dogajanje v njej so zaznamovale narodnostne napetosti in povezovanja. V medvojnem času je bilo tam pomembno polpoklicno avantgardno gledališče Frana Žižka, po drugi svetovni vojni pa poklicno, vendar je Ptuj tako gledališče izgubil leta 1958. V zgradbi je pozneje delovala Zveza kulturnih organizacij in v tem času so se kalili mladi ljubiteljski igralci in drugi gledališki ustvarjalci pod mentorskim okriljem Branke Bezeljak in Mire Mijačević. Gledališko sceno je več desetletij močno zaznamoval Ljubiteljski teater 3. Leta 1992 pa je bilo na pobudo sama Marije Strelca ustanovljeno društvo Gledališče Zatopa Pika. Bilo je predhodnik poklicnega gledališča Ptuj. Strelec je bil po polletnem vedejevstvu Francija Mlakarja tudi prvi direktor gledališke hiše, ki jo je potem en mandat vodil Rene Maurin, zdaj pa že v 4.,
Peter Srpčič. Izpostavi tudi majhno požrtvovalno in prilagodljivo ekipo, posebnost gledališča pa je, da še vedno nima igralskega ansambla. Srpčič sicer tega ne označi kot posebnost, ampak vsaj v tujini prej kot samoumevnost. Bi pa se vrnil nazaj na naše gledališče, ki je seveda radikalno najmanjše, ampak hkrati smo se mi v tem času, odkar sem tukaj, povečali za 50%. Število zaposlenih, kar pomeni, da smo, ko sem prišel, sem me pričakalo 6 sodelavcev. Zdaj jih imamo ob sebi 9. Ne? Še zmeraj je to smešno malo, ampak po drugi strani je pol več, kot je bilo nekoč. Ne? In to, da smo tako majhni in da nimamo teh stalnih umetniških sodelavcev, pomeni, da je hkrati ves slovenski gledališki prostor moj ansambel. Pri nas delajo mnogi umetniki, ustvarjalci, ustvarjalke, ki so drugače sicer zaposleni v drugih gledališčih, ampak del svojega ustvarjalskega časa pa pustijo tukaj. In ponavadi pridejo sem delati tiste stvari, ki jih zanimajo, in ponavadi pridejo sem delati tiste stvari, ki so jim res izziv, in zato so tudi rezultati pri nas velikokrat odlični. Za koprodukcije se odločajo zaradi povečanja produkcijskih možnosti za večje predstave, pove sogovornik. Manjše predstave so okretnejše, veliko gostujejo tudi čez mejo. V lanskem letu smo z gledališčem v Trstu sodelovali, smo imeli predstave, ki so bile koprodukcije prav z njimi. V letošnjem letu imamo koprodukcije z gledališčem iz Kopra, ki veliko sodeluje potem s tem zamejskim gledališčem, tako da segamo tudi do slovenskega življa na drugi strani meje, katerim je pa ravno stik z slovensko kulturo izjemno pomemben. Veliko smo v zadnjem času dejavni v tej naši regiji, nekdanji Balkana, pa tudi seveda po Evropi okrog. Mi smo prišli do Libanona, prišli smo do Rusije in najbolj ganljivo je, ko te po predstavi v Royal Cultural Centru v Amanu, tam obstopijo gospe, ki so Slovenke, ki že praktično večino življenja so preživele v Amanu in je za njih stik z slovensko predstavo nekaj res izjemnega. Zdaj pri teh koprodukcijah je tako. Velikokrat se ti projekti zasnujejo prav pri nas. Treba vedeti recimo, naprimer, da Jernej Lorenci, naš najznamenitejši avtor, dela tako v Sloveniji, da dela, ne vem, Celje in Ptuj, in Mladinsko in Ptuj, in Mestno in Ptuj, in Drama in Ptuj. Kar pomeni, da je Ptuj tista neka in Kranj in Ptuj, kar pomeni, da je Ptuj na nek način tista osrednja os, okoli katere se Jernej giblje. Ne? To nekaj govori o naravi našega gledališča. Jaz pravim, če je koprodukcija, to ne pomeni, da bi bila predstava kaj manj naša kot katerakoli druga predstava. Gre samo za to, da dve gledališči združita sredstva, ki jih itak imamo premalo, ker še zmeraj delamo z finančnimi sredstvi, ki so takšna, kot so bila leta 2008. In draga ministrica, treba bo se tukaj premakniti, ker na mnogih področjih je naredila veliko dobrega, tukaj pri gledališču pa je popolnoma zaspala. Polovica programa je vendarle hišna produkcija. To so glavne predstave, tiste, ki jih veliko igramo. So to dostikrat predstave za mlade, za otroke, ali pa predstave, ki so morda komercialno bolj zanimive, ker na teh gradimo potem temelj našega preživetja ekonomskega. Žal pa sta zamrla 2 ptujska gledališka festivala. Tu nimamo kaj skrivati. Leta 2012, v času Evropske prestolnice kulture, je bil zadnji festival Skup, leto predtem zadnji festival Monodrama, od takrat naprej so bila sredstva ukinjena in enostavno brez finančne podpore se takih strokovnih festivalov ne da peljati. Zavedajo se tudi pomena vzgoje prihodnjega občinstva in talentov. Tako da bomo zdaj na novo pognali gledališki studio za mlado ekipo in jaz mislim, da je to tisti najboljši vložek, ki je za to, da bo gledališče imelo svojo prihodnost. Zanjo se ni bati, saj so proslavo oblikovali in pripravili mladi ustvarjalci, študenti AGRFT-ja. Vsem, ki so tlakovali ali zaznamovali pot ptujskega gledališča v preteklih 30 letih, so se zahvalili na četrtkovi slovesnosti. Direktor Srpčič pa od projektov v jubilejni sezoni izpostavi koprodukcijo z gledališčem Koper, razkošno predstavo Primadona, komedijo velikega zamaha. Premiera bo 26. junija. Na dan, ko je bila pred 30 leti prva premiera ponovno profesionaliziranega teatra. Govor malemu človeku z Vladom Novakom po besedilu Wilhelma Reicha v režiji Sama M. Strelca.
V Trevizu je od sredine novembra na ogled razstava z naslovom Od Picassa do Van Gogha, ki z izbranimi deli svetovno znanih slikarjev obiskovalce popelje od abstraktnega modernizma do impresionizma. Dela prihajajo iz Ameriškega umetniškega muzeja Toledo Museum of Art, kjer je v teku prenova nekaterih paviljonov. Ob tej priložnosti so pripravili potujočo razstavo, ki bo obiskala Novo Zelandijo, Avstralijo in Tajvan, postanek v Trevizu pa je edina priložnost za ogled mojstrovin v Evropi. Špela Lenardič. V muzeju Santa Caterina v Trevizu je v 3 nadstropjih na ogled 61 del svetovno znanih slikarjev, ki predstavljajo vrhunce evropskega in ameriškega likovnega ustvarjanja 19. ter 20. stoletja. Od Gauguinovega Tahitija in Van Gogovega Žitnega polja do Picassove Ženske s klobukom in Matisove Plesavke. Razstava je postavljena kronološko, a v obratnem vrstnem redu, saj obiskovalec svoj sprehod skozi čas začenja z abstraktnimi podobami ameriškega modernizma. V ospredje sem želel postaviti umetnikov pogled, pravi kustos Marko Goldin. Un artista quando dipinge, soprattutto se un artista ha talento. Slikar je pri svojem delu vedno usmerjen v prihodnost, s svojim ustvarjanjem išče novosti v izražanju, a se mora ob tem vedno zazreti tudi v preteklost. Opira se na svoje učitelje, na predhodnike. Zato sem razstavo postavil v obratnem vrstnem redu. Motivo il percorso appunto è a ritroso. V prvem nadstropju se tako odločne linije in močni odtenki prikrivajočih se barvnih ploskev ameriških modernistov spogledujejo z nežno prilivajočimi se barvami francoskega impresionista. Penso per esempio ad una grande ninfea di oltre 2 metri di Monet. Monetjeve vodne lilije krasijo več kot 2 metra veliko platno. Naslikal jih je v času Prve svetovne vojne. Njegovo slikarstvo je resnično ustvarjalo mostove, ki so vodili ameriške abstraktne slikarje v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. A partire dagli anni 50 e 60 del XX secolo. Razstava vključuje številne portrete in podobe iz vsakdanjega življenja, od lahkotnega preživljanja prostega časa nekdanje buržoazije do težkega dela kmetic in kamnosekov. Sobana stihožitji nas pospremi v zadnji del, kjer kraljujejo pisane krajine impresionistov. Popotovanje se zaključi z Van Gogovim Žitnim poljem s koscem, ki je nastalo le nekaj dni pred njegovo smrtjo. Platno žari v rumeno-zlatih odtenkih žita in modrini neba, barvah, ki so primarne tudi na sliki ameriškega umetnika, s katerim se razstava začenja. Di uno dei maggiori pittori astratti americani, Richard Diebenkorn, un pittore californiano. Eden najpomembnejših ameriških abstraktnih slikarjev, Richard Diebenkorn, je svoj pogled na Pacifiški ocean, na katerega je gledal iz domače peščene kalifornijske plaže, sintetično strnil z igro 2 barv, rumene in modre. E questi 2 colori sono appunto il giallo e l'azzurro. V dobrih 14 dneh so v nekdanjem samostanu v Trevizu, kjer domuje muzej Santa Caterina, našteli okoli 15.000 obiskovalcev. Razstava bo na ogled do 10. maja. Kulturna panorama se tako končuje. Oblikovali smo jo Vlado Motnikar, Eva Furlan, Miha Žorž, Iza Pevec, Jože Žura, Irena Kodrič-Cizarl, Špela Lenardič in Tadeja Krečič, ki sem jo tudi uredila in vodila. Glasbo je izbrala Tina Ogrin, za ton je poskrbela Mirta Berlan. Kulturno panoramo lahko znova poslušate na naši spletni strani, najdete pa jo tudi v aplikaciji za podcaste. Lepo vas pozdravljamo.